Zdi se, da so zneski na položnicah za električno energijo vedno višji. Konec leta prinaša delno ukinitev regulacije cen. Kaj lahko potrošniki naredimo? O tem danes z energetskim strokovnjakom in direktorjem podjetja Negen, Romanom Bernardom, v današnjem podcastu sem z vami Srđan Cvitovič. Gospod Bernard, v lanskih intervjujih sem od več sogovornikov slišal en stavek, ki potrošnike ni ravno razveselil, in sicer, da je obdobja ugodnih cen električne energije konec. Zakaj ravno zdaj? Ja, v bistvu pred nami je velika sprememba, se pravi, mi pravimo tako imenovana zelena transformacija. To, kar smo bili v preteklosti nekje navajen, kjer je bila praksa, so bile proizvodna električne energije, je bila iz enega centra. Se pravi, smo imeli neke velike elektrane in neko omrežje in se v bistvu praktično s ceno elektrike niti nismo ukvarjali. Nismo vedeli, kako pride marsikdo do električne energije, ko to poteka in tako naprej. Zdaj, kar enkrat, se pravi, prihaja do zelene transformacije. Zelena transformacija pomeni proizvodnja z obnovljivih virov, kot so sončne in vetrne elektrarne, ki se pa seveda priključujejo na naše omrežje v pomratni smeri. Se pravi, omrežje postane dvosmerno. In za vzdrževanje vseh, se pravi, te proizvodne v samem omrežju in pa porabe, prihaja precej do težav, se pravi, in klasični viri, kot smo bili zdaj navajeni v omrežju, so bili predvsem termoelektrarne, plinske elektrarne. Tega recimo v posamezne države v Evropi imajo izrazito, recimo 70% delež teh virov, in zdaj, ko prihajajo te zeleni viri noter v omrežje, enostavno so izzivi na področju samega transporta po samem omrežju in normalno cene so začele nihati, tako kot je omrežje začel nihati, ker nekaj moramo vedeti, da je bistvena razlika je to, ta trg električne energije, mi poznamo proizvedena kilovatna ura nekje, da pride do končnega porabnika, vmes imamo še sisteme, se pravi, kot so mreže za uravnavanje oziroma balancing market, kjer so pač uravnavajo te količine energije. To je v bistvu relativno dosti zapleten postopek, in pa seveda vse te stvari stanejo in to vse vpliva na ceno električne energije. Zapleteni so postopki, zapletene so tudi postavke na naših računih. Velikokrat vidimo ogromno takih postavk, ki se jih povprečen potrošnik morda niti ne zna razlagati. Kar pa vejo je, da tudi če ene žarnice ne prižgejo v celem mesecu, da bo račun vseeno kar zajeten. Skratka, kaj mi vse plačujemo na računu za električno energijo? Recimo račun za električno energijo, praktično je zelo nepregleden. Čeprav se vsi distributerji, vsi, ki pošiljajo te račune, trudijo, kako prikazati, kaj je strošek, je recimo najbolj transparentno je to, da dobimo račun posebej za omrežje, to kar recimo za uporabo ceste, to se pravi omrežje, omrežnina in posebej račun za energijo. In tam se bo transparentno videli. Tak način pristopa mi ga uporabljamo na splošno. Že danes so vsi uporabniki, ki koristijo, se pravi naše storitve, dejansko dobijo dva računa. Mi ne pošiljamo omrežje. In na ta način, da se počasi naučimo razumeti, kaj je uporaba omrežja, kaj je pa električna energija. Veliko ljudi je to bilo vse skupaj omrežnine za to, neki prispevki in tako naprej. Tako da to je bistvo pravzaprav tudi posledica tega, kako se mi stimuliramo oziroma da smo se pripravljeni prilagajati in kje lahko prihranke naredimo. Se pravi, to je ena od ključnih stvari, ki jih pač tudi v tem sistemu, ki smo ga mi začeli delati, dejansko smo dali velik poudarek na temu, da so uporabniki čim bolj transparentno poučeni, dejansko kaj stane, kje se lahko kaj prihrani in
in tako naprej. En izmed zadev, ki je mogoče uporabniki ne razumemo dovolj dobro, je, da je, saj ste tudi sami že namigali, trg električne energije zelo dinamičen. Mi smo navajeni imeti eno, visoko tarifo, eno nizko tarifo. V bistvu so pa na prostem trgu ta nihanja dobavne cene res velika. Celo znotraj 15-minutnega obdobja cena lahko močno zaniha. Ja, res je. V bistvu trgi električne energije, recimo lahko vam povem, da dejansko mi delujemo že v Avstriji, ker trenutno v Sloveniji praktično nimamo prave slike, ker imamo regulacijo trga. Še zmeraj obstaja regulacija, tudi naslednjo leto je napovedana še zmeraj nekje 90%, 10% se pač nekje bo cena sprostila, kar se bolj in za avtomatsko odzivi so pa povišanje cen, moramo vedeti, da naši sosedje... Nekje 30% je razlika, tam regulirana cena okoli 13, ne? Te distributeri pa tam okoli 18-19. Ja. Jaz mislim, da se nam v prihodnosti ni treba bati, kako bo draga cena električne energije. Bolj če bomo lahko se malo prilagajali. Sam za primer povem, kaj pomeni prilagajanje. Recimo v 15-minutnih nihanjih v omrežju v Avstriji, kjer pač mi že tudi izvajamo te storitve za avstrijski APG, zanihajo cene od minus 10.000 do plus 10.000. To je nepojemljivo, recimo, ampak to ne pomeni, da to končni uporabniki plačujejo. Se pravi, to je nekje vzdrževanje frekvence celotnega sistema, ker mi se moramo zavedati nekaj. V slovenskem omrežju, da govorimo, da bomo pač poudarek damo tukaj, kjer smo, imamo mi letos že inštalirane moči 1 gigavat moči, kar pomeni, ampak ta gigavat sončnih elektrarn v skupnem izračunu v celotni Sloveniji je približno 2% pretoka energije po električnem omrežju, se pravi sončnih elektrarn. Se pravi, ogromna moč, pa zelo majhna proizvodnja. In ta velika moč, če se kaj na omrežju zgodi, lahko povzroči velike težave, se pravi, lahko razpad energetskega sistema, ker tega se najbolj vsi bojimo, in dejansko zato so blazni izzivi, ki bojo v prihodnosti, kar pomeni, da nas nekako vse pripelje do tega, da vsak lahko nekaj prispeva k temu in s temu tudi nekaj dobi. Zato smo mi v podjetju začeli razmišljati, kako bi zainteresirali vse uporabnike, da bi naredili, mi pravimo temu, da bi bili aktivni uporabniki. S tem, da tukaj bi lahko mogoče ločili kar dve skupini. Ena skupina so tisti, ki so recimo samo odjemalci, drugi so pa tisti, ki so morda že naredili nek korak v smeri samooskrbe, ker se pri njih pojavlja še en problem. Oni so lahko v določenem trenutku celo obremenjeni s kakšnimi viški energije, ne? In vsak si želi kupiti poceni, prodati pa drago. Kakšno možnost imajo, ravno ste povedali, ene in drugi, da postanejo bolj aktivni in s tem, da nekaj naredijo za svoj proračun? Prvo bistvo je, če se vrnejo naprej, se pravi, da imamo omrežje, plačujemo stroške za omrežje, plačujemo za energijo. Na obeh segmentih lahko nekaj naredimo. Se pravi, za uporabo takih sistemov, kot so se pravi, danes recimo proizvodna, lastna, samooskrba, sončna elektrarna, zraven dodamo baterijo, dodamo se električen avto, imamo toplotno črpalko. To so neki 4 ključni elementi, recimo na vsako gospodinjstvo, ki bo v prihodnosti praktično več ali manj, v večini primerov prisotna. S pametnimi rešitvami, mi temu pravimo tako imenovano Smart Grid Connect rešitev, ki je praktično odprta za kjerkoli uporabnika, jo lahko uporablja. Mi lahko direktno nekje dostopamo do trga električne energije. Se pravi, da se lahko prilagajamo. Zelo intenzivno bo to zdaj, ko bo pač sprejeti ta nov mrežninski akt v naslednjem letu. Zdaj, če ne bo sredi leta, bo verjetno konec leta ali ko je začetek prihodnjega leta 2025, je neminovno, takrat bojo te stroški na omrežnini lahko z takimi sistemi, se pravi elektrika, ki smo jo ob 12 proizvedli sami, jo bomo zvečer sami tudi porabili, se pravi ob 12 nam ni bilo treba plačati elektrike in omrežnine, zvečer bomo na omrežninskem bloku prihranili in ti prihranki bojo lahko. Agencija za energijo je delala neko študijo, neodvisna študija obstaja nekje od 32 do 40%.
dodatne. Kar pomeni, da v določenih momentih bo elektrika v sistemu, bom rekel, brezplačna. Če jo bomo lahko imeli možnost kam spraviti, bomo pač ta benefit lahko dobila. Ne. Koliko je ravno zaradi tega, ne? Ker energijo je treba shraniti, se pravi, treba imeti hranilnik, treba imeti nek prostor. Koliko je v tej zgodbi lažje to uresničiti nekomur, ki je, ne vem, v hiši, na podeželju, ali pa nekomur, ki je v kakšnem manjšem stanovanju v bloku v mestu? Ja, recimo Slovenija je zelo poseljena, ker imajo večina uporabnikov imajo lastne hiše, kjer se lahko postavijo sončne elektrarne in vso to infrastrukturo. Tisti, ki živijo v večstanovanjskih blokih, imajo s takim sistemom isto možnost, da si postavijo hranilnik in če se vključijo v ta sistem, se pravi Smart Grid Connect, oni enostavno dobijo avtomatsko elektriko takrat, ki je pač bistveno, se pravi, znižana cena. Ampak ali bi bilo mogoče bolj smotrno, da to naredijo na ravni celotnega bloka, ne pa da zelo vsako stanovanje gre vključevati nek svoj hranilnik, ne bi bilo bolje, da se to, ne vem, se strinjam, to je stanovalci izmenijo, ker je včasih žal težko, vemo. Ja, to se strinjam, recimo te primeri, jaz sem to že parkrat omenil, ljudje se že javljajo z raznimi takimi idejami in jaz mislim, da tukaj imamo precej prostora še, kako bi lahko to naredili za večstanovanjsko hišo, recimo se lahko postavijo svoj hranilnik. Verjetno je nesmiselno, da v nekem bloku s 60 stanovanji imamo 60 hranilnikov, malih. Bolj pametno bi bilo imeti enega za vse. Ja, zdaj treba vedeti, vsak tam, ki ima merilno mesto, se pravi svoj števc za elektriko, na to merilno mesto se lahko potem postavi ta hranilnik. Se pravi, zdaj imamo v stanovanju svojo elektriko, lahko imamo skupno elektriko in treba pač pogledati, kako je to na javno mrežje priključen, recimo to je malo bolj že ta tehničen del, ki je potem tudi smiselno, kako to narediti. Ne. Tako da v bistvu absolutno, če so objekti tako dimenzionirani, je najbolj smiselno en hranilnik postaviti in to je to. Torej, če vas pravilno razumemo, bi bilo treba malo na ravni vsakega posameznika, ampak tam, kjer mogoče so take bivalne razmere, tudi malo več o sodelovanju razmišljati. Tako je, v bistvu brez sodelovanja ni zgodbe. Ne bomo zmagali, če ne bomo sodelovali. To ne samo na mikronivoju, ampak tudi za cel planet. Ne. To je sodelovanje, ki vidimo, da so imeli zdaj včeraj poslušamo Dubaj, ko se trudijo, ne. Ta sodelovanje, cel svet spraviti, da bi zmanjšali to progredne pline, kakorkoli. Pomeni na mikronivoju je zelo pomemben. Skupnosti, sodelovanje in to naprej. To energetiki dejansko, to, kar je pač smo tudi mi z Engena začeli, smo dejansko na ta način začeli. Ne. Če bomo, ker ta decentralizacija celotnega sistema, omrežja, ne, to dejansko kliče po sodelovanju. Ne. In prihranke imamo lahko, ali pa moramo plačati, ne, ker če ne vemo, kako je. In to je v bistvu edina rešitev v prihodnje. S takimi rešitvami delamo v bistvu, tako rekoč rečem, družbeno koristno stvar, ker tudi vsi skupaj pomagamo omrežju, po drugi strani pomagamo en drugim, med sabo pa delimo si prihranke, se pravi v vsej situaciji zmeraj win-win situacija. Eden mora na koncu to plačati. Tudi te vse omejitve cen, vse karkoli obstaja, vse bo to mogel en plačati. Moramo vedeti, Slovenija nimamo enormno rezervu in tudi, če se še ena poplava zgodi, ne vem, kaj bo. Mislim, se nada vse zdaj sam in Slovenci moramo vedeti, mi se bomo mogli na to pripraviti, vsak bo mogel po svoje nekaj narediti v energetskem sistemu. Te rešitve je neka investicija, obstajajo subvencije in vsak, seveda, tist, ki je kolikor porabnik elektrike, je to nekakšen smisel, da v to gre. Zdaj enkrat pa res minimalno porab, pa mislim, da je tudi neka ekonomika, je treba zračunati, samo to splača ali pa ne. Malo smo se že dotaknili energetskih sistemi. Ne? Energetski sistemi utegnejo postati kar ozko grlo, ne? Na nek način. Traja kar nekaj časa, da se energetski sistemi prilagodijo spremembam po povpraševanju in tudi zato je verjetno zelo zaželjeno, da ne bi vse bilo enosmerno, kot je bilo do zdaj, ko smo bili vajeni, ampak da bi bilo več takih manjših skupnosti, ker recimo lahko zelo dobrodošla rešitev tudi tam, kjer so oddaljeni ali kakorkoli. Ampak mene pa recimo eno vprašanje, ker si ga vsak zastavi,
Koliko bodo taka prizadevanja odvisna od teh omejitev energetskih sistemov, se pravi transportnih sistemov, ker se bodo gotovo prej kot slej pokazali. In drugo vprašanje, vsak razmišlja pri vsaki naložbi, kdaj se mi bo povrnilo? Ja, prva stvar je, transportni sistemi kot energetski sistem definitivno so pred velikimi izzivi, ne samo v Sloveniji, po celi Evropi. To je dejstvo. Zakaj? To je ravno to, kar sem že prej omenil. Problem je moč. Mi se vsi v net meteringu, ljudje se pogovarjajo o ekvivalentnih urah v energiji. Energija je neka številka, ki pomeni, koliko energije bo v določenem času pretečene. V bistvu za omrežje, kar ima transportni sistem problem, je pa moč. Trenutna moč. In če trenutna moč odstopa od trenutne porabe v sekundi, je problem za vzdržnost frekvence oziroma se omrežje lahko podere. To je v bistvu največja bojazen, ki jo imajo pred sabo pravzaprav vsi. Ki je Engen začel zgodbo 2019, pa s hranilniki, pa so to zadevo, v Evropi praktično smo bili prvi. Enostavno hranilniki v Evropi to so zelo še tako z eno distanco se je ta zadeva gledala, kako se bo to implementirati. Danes je to glavna tema v Evropi. Kjer se je najbolj prejelo? Je v bistvu celotna Evropa podpira na vseh nivojih. Vejo, da je se pravi 24-urni cikl procesa je za omrežje, za uporabnika, za karkoli najbolj pomemben. Tukaj ne govorimo zdaj o sezonski elektriki, kaj bomo po zimi, kaj bomo po leti. Recimo zdaj to zimo smo zagnali vse termoelektrarne po Evropi, zagnali smo vse, kar laufa. Ogromen CO2 zdaj ven leti, cene elektrike so šle dol. Ampak, Nemčija, ki je bila in je še vedno toliko proti jedrske energije, zdaj se vrača na premog. Ja, s tem, da če se dotaknemo, mogoče ste že omenili jedrsko energijo. Ne. Ali je jedrska energija zelena, tako mimo grede? Dobro vprašanje, jaz bom rekel, to bi bil zame plan B. Jaz pravim, da res smo se na tem planetu znajdli, a res ne znamo nič drugega narediti. Moje vprašanje se zmeraj pojavljajo 3 leta nazaj, ali pa 4 leta nazaj, splošno smo bili proti jedrski energiji. Zakaj? Zato, ker enostavno... Strah, nepoznavanje? Ne, smo bili proti enostavno, ker vemo, kakšne so stranski učinki lahko zgodijo. Ena napaka, popravnega izpita ni. To vemo. Vsi primeri, kjerkoli se zgodili in tako naprej. In seveda celotna družba, posod smo bili, Nemci so začeli ugašati vse to, gremo optimistično. Zdaj smo se znašli pred drugim izzivom, ampak ta izziv, ki ga zdaj imamo, vidimo rešitve v nuklearkah, ampak to je jaz mislim, da je to samo odraz tega, da smo se znašli, da drugega ne znamo. Kot človeštvo narediti nimamo drugih rešitev in tukaj imamo težavo. Mislim, da jedrska energija v taki obliki, kot jo danes poznamo, sigurno ni rešitev za to zgodbo. To je bolj za nek odgovor na stanje, ki se je zgodil v družbi. In upam, da se najdejo rešitve za to, ker morate vedeti, mi smo toliko inteligentna bitja, ljudje, ni stvari, da jo namo naredili. Samo včasih te inteligence nekateri ne znajo uporabljati. Ja, in prav, da bomo to uporabljali, se moramo zmotivirati. Motivacija v tem. Ta finančna pa je lahko kar hitra. Ni včasih zadosti sam finančna motivacija. Ne. Poglejte primer recimo NASA pa recimo SpaceX. Kako se je začel. 40 let so delali rakete, tako so jih delali. Jaz se spomnim, ker to zadevo malo spremljam, ki je Musk začel te rakete delati, rekel bomo naredili, da bo sama pristajala gor dol, to bo kaj, v 3 letih imamo 4000 satelitov, rakete letijo gor. Se pravi, da se narediti nekaj impossible, ker so vsi rekli, da se ne da. Da se. Motivacija mora biti. Je seveda finančna, je pomembna. Finance so bolj kot energija za to, da nekaj hočemo doseči. Ampak pri tej motivaciji mislim, da tudi sami lahko povemo, da ni glavna motivacija samo denar, ampak nas žene nekaj zadaj. Tudi mene osebno v tej zgodbi, ki jo delam, me ženejo nekaj drugega, ne, v bistvu dejansko zgodba, kako uspeš finančno. Finance so pa nujno potrebne, to so kri razvoja ali pa recimo podjetja, karkoli. No, rešitev tega izziva preskrbe je
pravzaprav tudi družbeno odgovorno poslanstvo. Ja, dejansko družbeno odgovorno stvar. Ta zelena transformacija, vse to, ki jo zdaj delamo, ki se je zgodila, ne, vsi akterji, ki smo udeleženi v tej zgodbi, jaz mislim, da moramo v prihodnosti prevzeti neko družbeno odgovornost. Ali se montiramo sončne elektrarne, montiramo karkoli, ker je treba vedeti. Vseh toliko teh invertorjev, ki jih imamo danes že po naših hišah, decentraliziranih. Če se spet vrnem, 1 gigavat moči imamo, dajmo se vprašati, kako so ti invertorji, v katerih cloudih, kam je to priklopljen. Sigurno ne v Evropi, noben tega nima v rokah. Eden lahko to vse izključi, da ne bom zdaj špekuliral, recimo, ne vem, koliko imamo v Sloveniji tega enega proizvajalca, 80%, imamo samo ene firme. On praktično ni tukaj, ne, on to lahko ugasne in v momentu imamo težavo tako, da se nam še sana. Tako da vse te pametne rešitve, vse to, kar smo pač tudi mi v podjetju delamo, da imamo velik poudarek na tem. Ker moramo vedeti, fizično omrežje, ki je obstaja, gradimo pametno omrežje na to. Vse prav to. In ta pametno omrežje upravlja nekdo oziroma neka pamet, ki jo to vozi. In to bo ključno. Ne? Zato vsi, ki se zdaj pogovarjamo o tem, se moramo zavedati, kaj pravzaprav delamo za naprej. Ne? Tako da to je bilo v Engenu pa nas zelo, zelo velik poudarek od samega začetka. Že tukaj je tista stvar, ki je vprašanje, kjerokoli evropsko državo smo prisoten, dobimo praktično neko podobno tako vprašanje. Ne? Poglejmo zdaj malo bolj kratkoročno. Veliko se govori zdaj o teh spremembah, ki se bodo zgodile konec leta, ampak vidimo, da veliko ljudi ne razume, kaj to pravzaprav pomeni, samo bojijo se tega. A bi se upali v 3-4 stavkih povedati, kaj se bo dejansko zgodilo s prvim dnevom naslednjega leta glede obračuna električne energije? V bistvu bo se zgodilo to, da je ta zamejitev cene, ki smo jo bili deležni lansko leto, celotno leto, se bo nas nekih 10% sprostila, tako da se bomo ljudje sami videli indikacija, ki lahko pričakujemo normalno ceno. To je bistvena sprememba, ki jo pač bomo dejansko občutili, kar je seveda jasen signal, da če bi bilo treba pa poln račun plačati, pa tista cena, ki je zdaj 10%, ne vem, 130 evrov, una spode je 99 centov ali pa guna 13 centov, da se tako izraža. Ja, in je to lahko si znamo zračunati, kakšen pa bi bil poln račun. Seveda, zdaj pa če še na to dodamo ta nov omrežninski akt, ta drug let, Kaj ta prinaša? Bojo te položnice, jaz mislim, x2, x3. Na tem delu omrežninskem. Ja, recimo priključna moč, omrežninski del se bo sigurno 2-kratno povečal. Ne? Zakaj? Ja? Zakaj? Brez tega ne bomo imeli omrežja. Distribucijska podjetja tako, ker zmeraj vsaka politika, ki je prišla na vlado, je zmeraj vzela to, ali bomo znižali položnice, ali bomo naredili to, ali bomo to. Vse to je vse lepo in fajn. Ampak ta podjetja nimajo denarja za v bistvu razvoj svoje infrastrukture. Ali tvegamo, da bo počepnilo vse skupaj? Dejstvo, ja. Jaz mislim, da smo lahko pred eno tako besedo, jaz mislim, se to ne bo zgodilo, ker imamo še kontraefekt, moramo vedeti. Eno je ta efekt, cene dol, drugi efekt, ki se je zdaj pojavil za decentralizacijo. Vse sončne elektrarne, ki jih imamo doma na hišah ali v podjetjih, kjerkoli, proizvajajo sončno elektriko. In večina elektrike se porabi, ali pa recimo 30% jo porabimo, jo sploh iz omrežja več ne vzamemo. To se pravi, pretok energije po omrežju se bo bistveno zmanjšal. Kar pomeni, da se bojo prihodki distributerjem bistveno zmanjšali. Se že zmanjšujejo, se poznajo in so in to. Konične porabe nesorazmerno bojo prišle v druge bloke in omrežje tega ne bo sposoben. Se pravi, v bistvu sistem, ki zdaj gre decentraliziran, avtomatsko ni druge rešitve. In seveda projektirati omrežje za konično moč zvečer, da bo to sam omrežje zdržal, je praktično nemogoče. Se tudi avtocest ne projektiramo za tiste 3 dni julija, ko so najbolj obremenjeni. Tako je, zato tudi organiziramo cesten promet, transportni promet znotraj mesta, naredimo to. Isto je na električnem omrežju.
rabimo hranilnike, rabimo to, da v bistvu to energijo mi sami tudi zvečer lahko. Ali se morda s tem sistemskim razvojem energetskih omrežij zamuja? Ali bi to se moralo zgoditi že prej? Ja, seveda to je zgodba stara 30 let, v bistvu sistemi so... Ker se odločijo danes, se bo zgodilo šele čez 10 let, to traja, to so ogromni togi sistemi. Dejstvo, zato je pa treba zmeraj iskati rešitve iz obstoječega, kako imamo, kako v bistvu najbolj rešitev narediti. In to je odgovor, so pametne rešitve, se pravi, ki kontrolirajo ta pretok energije, lahko prvič v korist mene kot uporabnika, da mi dela prihrambe, istočasno dela prihranke oziroma razbremenjuje omrežje. Kje smo stali dolžni še en odgovor? V kolikem času je ta prebojna točka naložbe, da se pokrije in da se potem prihranke v bistvu? Zdaj, v trenutni situaciji, letos, ko smo, bom rekel, pa če imamo net metering, pa da damo baterijo, ali pa da si take stvari kupujemo, nekje so to 80 let. Ob predpostavki, da cene ostanejo take, kot so. Ja. Lahko se pa še povečajo. Če pa govoriva zdaj, to indikacija cene, ki je zdaj nakazana, kakšna bo omrežnina, pa če si izračunamo, bojo pa te stvari se obrnile zelo hitro. Se pravi, zelo hitro jaz mislim, da je nekaj normalna investicija, tam 7 let bomo dobili te naložbe nazaj. Na trgu prihajajo za tem rešitvami, ki jih mi imamo, Smart Grid Connect, prihajajo zdaj razni modeli bojo prihajali, kjer bojo ljudje lahko kupovali, ne vem, si recimo sončno baterijo bojo Mislim, da se bo to zelo razvil in na koncev bomo lahko to spremljali na svojih telefonih. Mladi so sploh temu, radi pogledajo, poklikajo, kako in kaj. To je to, v bistvu mi poskušamo to nekako tako izdelati, da bomo kot en servis, da ne bo sploh klasičen dobavitelj elektrike, ampak v bistvu dejansko servis boš skozi en tak sistem imel in to je to. Ker zdaj smo bili do zdaj, elektriki smo bili navajeni, letna pogodba, dobavitelj, podpisan in to naprej. Jaz mislim, v prihodnosti se bo to spremenilo. Ne zavedamo se te dinamike, o tem smo se že... Ja, to se bo spremenilo in ne se bati prihodnosti, sploh ne. Je tako, so spremembe, v bistvu mi se bolj prihodnosti, ki pogledamo, se bojimo spremembe, zato ker mi smo že ljudje v naravi tako narejeni, nekaj smo se naučili, nekaj znamo, nekaj novega smo zelo nezaupljivi. Tukaj so... Spet strah, nepoznavanje. Ljudje imamo včasih radi neko stabilnost in če nekaj novega pride, še ne vemo, kaj to prinaša. Ja, zato veste, jaz gledam zmeraj to kot razvoj človeštva, kako to stvari funkcionirajo. Ne. Običajno ljudje smo na nove stvari zelo tako. Zdaj, bom rekel, da karikiram, to je človek kot celica, če hočemo pač naprej dosesti, more celica umreti, pride druga in tako naprej, da se stvari spreminja. Jaz mislim, da smo mi živimo v enem takemu dinamičnemu, zelo zanimivem obdobju, ker so pač te spremembe neminovne. Cel planet se dogaja, tudi energetika, vse to, pa še geopolitika, da se spreminja vse. Ta decentralizacija tudi razbija monopole, kar je zelo dobro. Mi smo bili neka družba v preteklih letih, ki je funkcionirala na ta način. Smo imeli enega, pa je to stvar funkcionirala. Imeli smo enega ponudnika za eno, drugega za drugo in to je bilo to. Ne? Ja, in zdaj se tukaj to drastično spreminja in dejansko jaz mislim, da bo bistveno boljše, pa tudi manj, da se v prihodnosti ne bomo toliko s tem ukvarjali. Zdaj ta prehod je pa seveda, so pa spremembe. Zdaj imamo gospodarstvo, se spreminja cena elektrike, imamo gospodinjstvo, transport, gre na to, toplotne črpalke. Recimo en primer. Zdaj so bile poplave, recimo tam en področje okrog Mežice, je izpadla elektrika, so daljnovodi izpadli, in potem, ko so to vklopili nazaj, je po 5 minutah daljnovod spet izpadel. Zakaj? Zato, ker so vse toplotne črpalke naenkrat pržgale in je noben ni zdržal, da vse je padlo dol. A vidite, že omrežje ni sposoben več, sploh ne gre. In to je tako, kot doma ena hiša. Ja, omrežja so bila projektirana za... Ja. Porabo spred 30-40 let. Rabimo te pametne rešitve, se pravi, hranilnik je zelo, zelo pomemben element. Bo v prihodnosti baterije zelo veliko vlogo igrale. Moramo vedeti, v transportu, v energetiki, posod. Tudi cene, kako grejo dol. Rešitve, kako to je. Jaz mislim, da bo to nekaj takega
tako kot imamo doma hranilnike za toplo vodo, za gretje, bomo imeli še elektriko, nekaj posebnega zraven, pa neki pameten sistem mora biti, da bo to delalo. Ne. So pa dobavitelji električne energije po eni zadevi zelo specifični. Sicer vsak dobavitelj, vsak ponudnik storitve želi, da bi ljudje čim več uporabljali njegovo storitev. Dobavitelji električne energije nas pa zdaj skušajo pripraviti do tega, da smo čim bolj varčni. Koliko je pomembno in ali je zadostno biti varčen pri uporabi energije za eno tako širše reševanje preskrbe z električno energijo? Sej seveda, zelo zaželjeno je izklopiti žarenco, kadar je ne rabimo, ampak ali je to dovolj? Je definitivno, vsaka kilovatna ura, ki se ne porabi, tako rekoč, jo ni treba proizvesti. To se strinjam, absolutno. To je ta paradoks, kar sem omenil. Ja. In se strinjam, za sistem, varčnost, karkoli na splošno kot družba je zelo pomembna. Ampak v nadaljevanju, ko se bo to razvijalo, ko bomo te pametne sisteme naredili, bomo imeli mi doma 60% te elektrike, sami se sploh z omrežjem namo pogovarjali. Zastopite, to je enostavno. Ampak zato bodo morali omrežnine na enoto se podražiti. Ta efekt, ki se je ta transformacija začela, mi smo že gledali, smo rekli, kako bo to, ne? Zdaj samo oskrba, pretok energije po omrežju se zmanjšuje, konično se pa povečuje. In to je velik izziv, ki ga imajo vsa omrežja, ampak to nekako se bo parcialno reševalo za takimi rešitvami. Se pravi, ni potrebno, ker če bi mi omrežje obremenili 24 ur enakomerno, se ogromno energije da preteči. To je to isto, ker če bi vsi 24 avtomobili na tempomatu vozili. Je to pretoka ogromno, ampak ne, to so te konice in isto je v električnem sistemu. Popolnoma čisto ista zgodba. Torej, če povzamemo, spremembe so, ker so se spremenile naše navade, spremenili so se vzorci porabe, obseg porabe. Velike bodo spremembe, ampak pravite, ni treba, da se jih bojimo. Malo moramo začeti sami razmišljati o tem, da nekaj moramo narediti za svojo preskrbo, samooskrbo, z varčnejšo porabo. Kaj bi še dodali? V bistvu točno to, ta zaključek, ki ste ga omenili, ta je zelo pomemben. Ne se bati prihodnosti. V bistvu vsak se, pač glede na svojo porabo, se bomo prilagajali. Nekaj je treba za to narediti. Vsak sam, ki bo naredil, to je isto, kot si zgradimo, ne vem, si zgradimo hišo ali karkoli, nekaj se. Seveda, zdaj, če nismo intenzivni porabnik, da imamo eno stanovanje in pa park, ne vem, položnica že danes, ki je, ne vem, 30 evrov, 40 evrov, mislim, da ne bo takih velikih razlik. Ampak tu pa pride do izraza ta možnost združevanja na ravni posameznega večstanovanjskega objekta, ker več takih majhnih porabnikov je že lahko neka taka skupnost, kjer bi lahko postala bolj aktivna. Ja, tako je. In v bistvu jaz mislim pa, da sigurno bo država za tiste, ki pa dejansko bojo težko ali pa ne bojo mogli, če bo do tega prišlo, se bo sigurno najde rešitev za vse. Tako da to je, mislim, ta pravi pristop. Recimo primer, kako so v Avstriji, niso šli po zamitvah cenah, so malo drugačen moment vzeli, so v Avstriji so vzeli in so dali 3000 kW vsem za ston in to je bilo to. Se pravi, tisti, ki je do 3000 kW porabil, tako sploh ni dobil za ston elektriko. Se mi zdelo nekako bolj korektno, kot pa pri nas, da smo sam cene na splošno zamejili. In zakaj se potem, recimo, pri nas niso za to odločili? Ne vem, ampak hočem povedati, ta socialni efekt s temu dejansko res pokrijete, se pravi, dejansko ljudje, ki imajo že tako malo, je dobil. Tisti, ki to so vsi dobili to količino. Tisti, ki pa lahko prispeva, ki lahko da, je nesmiselno, da to delamo, ker delamo v bistvu si sami škodo. Na drugi strani moramo pa motivirati ljudi drugače, da grejo v te zgodbe. Da mislim, da ampak to je že stvar politike. Bomo potem zaključila. Gospod Bernard, hvala, da ste bili danes z nami na podcastu. Ja, hvala vam za povabilo. Ja.